Dan državnosti je slovenski državni praznik, ki se praznuje 25. junija. Na ta dan se obeležuje spomin na 25. junij 1991, ko je Slovenija formalno postala neodvisna. V ta namen je ob dnevu državnosti na osnovni šoli Bogojina potekala proslava. Več o pomenu tega dogodka za občino Moravske Toplice, župan občine Moravske Toplice Alojz Glavač. Za občino Moravske Toplice je pomemben zaradi tega, ker sovpada z koncem šolskega leta in vsako leto imamo v bistvu v drugi osnovni šoli. Tako vsaka šola pride na 3 leta enkrat na vrsto. Je pa tudi sporočilo to, da mlajša generacija sodeluje pri proslavi, s tem na nek način tudi prenaša na bodoče rodove izročilo praznika, ko je nastala država. V bistvu so zdaj že učitelji, nekateri rojeni po dnevu, ko smo razglasili samostojno državo leta 1991, kaj šele tile otroci, ki zdaj že tudi nastopajo. In za njih je pomembno na nek način, da slišijo nekaj od tega. Hkrati pa, tako kot sem tudi povedal, država ni samoumevna stvar v življenju, je plod mnogih energij, včasih tudi stoletja, želja in naporov in mi smo lahko srečni kot narod, da nam je to uspelo, posebej pa naša generacija, ki živimo pač ta čas. Ob dnevu državnosti Slovenci ne smemo pozabiti na pomembnost slovenskega knjižnega jezika, kulture in zgodovine naroda. Knjižni jezik, potem vera, tradicija, kultura, vse to na nek način zaokroža narod in seveda ozemlje, ki ga pač na tem prostoru zasedamo, tudi državo. Zato, kot vidite, stvar ni samoumevna. Mimogrede, vojne potekajo tudi za te stvari še danes, tudi v Evropi. Kot je povedal župan Glavač, Prekmurje v Sloveniji zavzema posebno mesto. Prekmurje v bistvu premalo poudarja Prekmurje, da v bistvu tudi že dan po razglasitvi samostojne države praktično ni bil noben delček našega ozemlja zaseden z strani vojske. Tisto, kar pač so bile te stražnice pa obmejne enote, itak vemo, so se po nekaj dneh predale, ampak da bi enote, ki so prihajale z drugih delov nekdanje skupne države, pa niso Prekmurja nikoli zasedle. Tako da smo tudi potem neka posebnost v Sloveniji. Tako že v zgodovini tudi sicer. Tudi mladim je župan prenesel posebno sporočilo. Mladim sem položil na dušo, predvsem tistim, ki odhajajo v druge kraje, v šole, srednje in podobno, da naj ne pozabijo svojih ognjišč, svojega doma, svojih staršev, ker na nek način je to podobna domovina, najožja seveda, kot je velika domovina Slovenija. Kakšno je sporočilo župana Glavača vsem Slovenkam in Slovencem? Da država ni dana enkrat za vselej, ampak se jo vsak dan moramo zavedati, se za njo truditi, boriti in na nek način so tudi nastopajoči ravno te vrednote poudarjali v svojih nastopih. Proslave so se udeležili veterani vojne iz območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Murska Sobota, ki združuje udeležence vojne za Slovenijo. Veterane prav veseli, da nas je občina Moravske Toplice povabila, da smo lahko bili del njihove današnje slovesnosti in prav je, da se v občini tudi na tak način obeležijo dan državnosti, pa nekako na nek način združijo tudi z zaključkom šolskega leta, kjer so se s čudovitem programu predstavili učenke in učence osnovne šole. Prav pomembno je, da ohranimo vrednote slovenske osamosvojitve. Ni vsem generacijam in vsem narodom dano, da pač živijo v trenutku in dajo tudi svoj prispevek k temu, da dobimo svojo državo. In pred 34 leti smo dobili svojo državo, ni nam bila poklonjena, ampak smo jo morali tudi na nek način z orožjem ubraniti. Kaj meni Smodiš o današnjih mladih Slovencih? Mladi so čudoviti, to so pokazali v današnjem programu, veliko znajo od glasbe do tudi recitacij. Kakšno je bilo sporočilo veteranov učenkam in učencem osnovne šole Bogojina?
Sporočilo je pa bilo res domoljubno o Sloveniji, o domačem kraju, o slovenski besedi, slovenskem človeku, tako da tudi mladi čutijo, da živijo v svobodni državi, v lepi državi, v lepi pokrajini in da si pač lahko vsak po svojih sposobnostih in željah krojijo svojo prihodnost. In to je največja vrednota, da živijo v miru in da mi je odprta neka prihodnost.